najprej razložim naslov razstave. Momentalmente. To je ime, sicer italijansko, ampak je internacionalno. Dal ga je Živko Marušič in v bistvu pomeni momental, ta trenutek, ta zdaj živa slika danes. Mente pa seveda je glava, je zavest, je pamet, ki jo ima v bistvu, naj jo ima vsak slikar. Razstava je razdeljena na več ciklusov. V bistvu se začne pri Marušiču in Jakšetu. Prvi ciklus, oziroma vsak ciklus obsega 4 avtorje in v bistvu sledi neki logiki do najnovejših generacij, do slikarjev in slikarjev, ki ustvarjajo ta trenutek. Prva soba je torej Marušičeva in pa Jakšetova. Naslov ima Bogastvo barv, medium. Zakaj medium? Ker to bogastvo barv, ki ga vidimo pri Jakšetu in Marušiču, pa seveda tudi pri drugih slikarjih, v to skupino sodita še Aleksij Kobal, predvsem z novim triptihom, ki je nastal nekaj mesecev pred razstavo, in pa Lozar. Lozarja sem označil za skulpturalnega. Vedno sem pravzaprav na začetku razstave nad napise, nad slikami dal napise, ki so jih potem odstranili, ker je 8. marec me obtožil seksizma. Seksizma zato, ker sem dal napise predvsem nad slikami slikark in jih tudi imenoval, recimo Cvetoča, Vedno mlada, Joni. To se pravi, z imeni brez priimkov sem imenoval predvsem slikarke in to je zmotilo ne samo 8. marec, ampak tudi skupino galeristov pri Moderni galeriji, ki so dali pravzaprav to negativno izjavo, da se odrekajo razstavi. V bistvu to razstava, ki je nastala po 20-30 letih Zdenke Badovinac. Res je, da je Volkova postavila svojo razstavo sodobnega slikarstva. Res je, da je Volkova pripravila retrospektive Stupice in Andraža Šalamuna, ampak drugače v teh 20 letih ni bilo slikarstva v Moderni galeriji. No, druga serija, druga skupina 4 slikarjev se imenuje Razsvetlitev. Razsvetlitev v nasprotju z zatemnitvijo, ki pravzaprav sledi tej razsvetlitvi. Razsvetlitev je seveda razstava, kjer je pomembna, zelo pomembna Suzana Barborović, pa Joni Zakonjšek, ki ustvarja že 20-30 let, vedno podobne trave, cvetove. No in tu je še Nina Čelhar, to je moje odkritje, izjemno občutljiva za zeleno barvo, in tu je Maruša Šuštar, ki preseneča, pa vendarle jo poznamo z vedno novimi slikami. Sledi zatemnitev, se pravi razsvetlitev, zatemnitev. Tu je predvsem v ospredju Konič. Konič je pravzaprav slikar, ki ga prej nisem poznal in mi ga je Robert Senegačnik v bistvu odkril. Je odkritje, poleg njega je Ivo Prančič za eno ogromno, pravzaprav monumentalno črno sliko. In na naslednji steni je Matej Čepin in pa Miha Štrukelj. Zakaj je Čepin, ko bi rekel, zatemnitev? Zato, ker njegove slike pravzaprav od roba do roba
pokrivajo z temnimi odtenki, v ospredju so pa figure, ki spominjajo na neka pravljična bitja, ne. Štrukelj je seveda že dlje časa v slovenski sceni. To so njegove, ko bi rekel, ozke ulice v velemestih, v Kanadi, v Ameriki, na Bližnjem vzhodu. Preseneča pa z najnovejšo sliko, ki je nastala na študiju na Norveškem in je sestavljena v bistvu iz 100 majhnih kvadratkov, predstavlja pa goro, pod katero je imel Štrukelj atelje. No, sledijo v bistvu skupina slikark in slikarjev, to so nove generacije. Tu mislim predvsem na Iro Marušič, hčerko Živka, ki je v bistvu že našla svoj izraz, popolnoma izviren. In tu je v bistvu Barbara Drev, sicer abstraktna slikarka, ki pa je po mojem mnenju velik up slovenskega slikarstva. No, v to nova generacija, čeprav so nove generacije že Brborovičeva, Nina Čelhar, pa seveda tudi Nika Župančič, ki je predstavljena z 40 slikami v nekakšnem čebenjaku, ne. No, ampak nove generacije, poleg Šuštarjeve, Čelharjeve, ki sem jih omenil, in poleg Ire Marušič in Barbara Drev je še Katja Pal. Katja Pal iz Lendave, ki ima izjemen občutek za, ko bi rekel, monolitno, monokromno površino, ki jo loči z belimi, ko bi rekel, črtami. In v teh črtah v bistvu je en tak izjemno subtilen prehod iz enega dela v drugo sliko. Potem je tu Staš Kleindienst, že znan, predvsem po razstavi v Ekvurni. Zanimivo je, da je to avtor, ki je vsa dela prodal in je zelo dopadljiv. Jaz sem napisal gor romantični Staš in on je bil v bistvu presenečen in je v bistvu zavrgel ta napis, čeprav je romantika tu mišljena ne v nekem banalnem smislu, ampak v, ko bi rekel, temeljnem romantičnem obdobju, ko je z Novalis, pa tudi z Nietzschejem v bistvu nastal ta pojem.